Težko reči, da sem pričakoval, je bilo pa kar kmalu na začetku mandata, ko je v državni zbor stopilo 60 novih poslancev, jasno, da so se pričeli težave. Najprej je imela največja parlamentarna stranka velike probleme z sestavo koalicije, tudi v državnem zboru se je zataknilo pri imenovanju predsednika državnega zbora in predsednice. Sledil je potem preobrat, nova koalicija, v kateri smo tudi sodelovali. Po tistem dobrem letu delovanja te koalicije pa smo imeli pač zaradi znanih razlogov razpad te koalicije. Vlada, ki pa je bila sestavljena s to podporo zadnje koalicije, pa je nastopila praktično brez koncepta. Ves čas se ni uspela dogovoriti okoli nobene pomembne zadeve, ki so tiste stvari, katere bi bilo nujno v tem času narediti. Nobena reforma ni bila sprejeta, fiskalni zakon ni bil izveden in sprejet in podobno. Tako da sem potem že lansko jesen sam ocenil, da je to operativno nesposobna vlada in dal predlog lanskega septembra potem, da se ustanovi, naredi tehnična vlada in da se mandat dela do konca in da se naredijo tiste stvari, katere potrebno. No, vas morda to preseneča, ker neuradno v vseh strankah vendarle govorijo, da ta poletni datum volitev ni